Lepo pozdravljeni, znova dobrodošli v moji družbi, znova dobrodošli v oddaji Začnimo teden z Lili Sorum. Pa so prazniki mimo, pa je danes prvi, ko je ta oddaja na sporedu. Torej najprej srečno, zdravo, razigrano in pa uspeha polno novo leto vam želim. In kot vidite, poleg mene je še vedno smrekica, jaz sem še vedno v bleščicah. Moje sporočilo za januar bo, kaj če bi vsak dan, vsak mesec bili praznični. Poglejte, koliko slabega se dogaja na svetu. Vem, da se ponavljam, ampak resnično ne morem preko tega. Kaj če bi bili hvaležni, da vseeno pri nas je mir, da imamo streho nad glavo, da imamo pitno tekočo vodo iz pipe in tako naprej. Torej, kaj če bi vsak dan tako ali drugače malo popestrili svoje dneve, sebe, se uštimali, se ugvantali in tako naprej. Torej, naj bo vsak dan našega življenja razlog za praznovanje. Naj bo razlog za to, da se ne vdamo v sodo, da še vedno brcamo in delamo na sebi. In ko govorimo o delu na sebi, da ne pozabim, jaz sem tako slaba v temu. Moj vodnik za leto 2024 je iz običajnih 50 strani prišel na zdaj, čakajte, 65. Torej, notri je napoved za leto 2024, potem pa vaše osebno numerološko leto, najboljši datumi, opozorila, katere nagrade prinaša letošnje leto za vas, glede na osebno numerološko leto, v katerega stopate. In potem so mesečniki, ta del je meni najbolj fantastičen in tudi moram reči, da za ta del dobim največ pozitivnega feedbacka od vas nazaj tekom celega leta. Torej, mesečniki in potem je sekcija za delo na sebi. In letos sem si res dala duška, moram povedati, jaz imam dokaj težko leto za sabo, tako da se mi je zdelo še posebno dragoceno pri vsakem mesečniku dodati vaje, dodati vprašanja, dodati tudi afirmacije, tudi tako napotke, ne samo to, pa to se bo zgodilo, pa na to, pa to boste pozorni, pa to, pa ful the best, ampak tudi kako sami usmerjati svojo energijo, kajti to je to, dragi moji, kar je najbolj pomembno letošnje leto. Kako mi usmerjamo svojo energijo, kaj mi počnemo. Če si predstavljamo energijo kot eno tako veliko gmoto, ja, tisti, ki bodo vedeli, kaj bi radi s to veliko gmoto naredili, tisti bodo najbolj uspešni letos. Torej, dragi moji, jaz sem o tem trobezljala že konec lanskega leta. Jaz upam, da imamo že vsi postavljene cilje in jaz upam, da so ti cilji visoki. Jaz bom rekla, naj bodo najvišje možni, naj bodo butasto visoki, naj se nam zdijo totalno nemogoči. Kajti, če si bomo želeli ene božične zvezdice, ne celotne gmote, po vsej verjetnosti v življenju, a veste, slej kot prej strknemo nazaj v cono obdobja, v navade, se kaj zgodi, pa nas vrže iz tira, se kaj slabega zgodi, pa nas potare. Se pravi, naša energija ni vedno tukaj gor nekje, a ne? Zato pa je prav, da so naši cilji čim višje. Kajti, če si bomo zaželeli vse božične zvezde, kar obstajajo, to pomeni, da bomo posegli po mnogo več božičnih zvezd, kot bi sicer, če bi si zaželeli samo ene. Torej, naj bodo vaši cilji nenormalno, nerealno, nezemeljsko visoki. Naj bodo vaše želje najbolj divje, najbolj odpičene, najbolj nore. In tudi v prejšnjih oddajah sem omenila nekolikokrat, jaz, ko sem se rodila, ko sem brala o Indijancih, ko sem brala o ljudeh, ki so v modernem času spreminjali indijansko zgodovino na bolje, ki so dosegali hudo pomembne premike, si nisem nikoli mislila, da bom kasneje v življenju z njimi z roko v roki hodila, delala, da me bodo sprejeli med sebe. Če bi jaz lahko šla nazaj tisti punčki majhni to povedati, ko bi bilo to fajn. Ampak bistvo, ki ga hočem povedati, je, mi smo tisti, ki moramo te stvari postavljati najvišje, kajti to ne bo storilo življenje namesto nas, niti Bog, niti višja sila, niti naš višji jaz, niti naši angeli, niti naši vodniki. A veste, to čudež se mora zgoditi, oziroma se lahko zgodi šele takrat, ko mi vanj verjamemo. In ta dolg uvod je pravzaprav namenjen temu, da je januarja
Okoli nas prav posebna energija, kajti celotno letošnje leto, 2024, bo namenjeno hitremu manifestiranju, učinkoviti energiji. Januar kot prvi mesec bi si lahko mislili, da prinaša preboje, preobrate, samo tako udarniško energijo, kajti vemo, da enka je taka, enka simbolizira napredek, simbolizira korak naprej, simbolizira tisto brco v zadnjo plat, ki nam da mala pospeška, kar včasih ni nujno zelo ko se hoče reči primerno, prijazno, včasih na življenje frcne preko nekih izzivov, izgub, težjih situacij, da pogruntamo, da pravzaprav smo sposobni več. Letošnji januar ne bo tako. Letošnji januar se nekako izmenjavata energiji preteklosti, sedanjosti in prihodnosti. Se pravi, prihajamo v eno tako malo zmedeno energijo. Zato tudi imam še poleg sebe tole božično drevo. Govor mi dela velike preglavice zadnje čase. Torej, občutek bi lahko bil, da podoživljamo stvari, občutek bi lahko bil, da smo namesto korak naprej stopili 4 korake nazaj. To ni res. V življenju vemo, da napredujemo takole v spirali, kar pomeni, če se tukaj soočamo z izzivi zdravja, se bomo slej ko prej znova. Če se tukaj soočamo z izzivi, ne vem, kako mi doživljamo sebe, pa naše gubice, pa kakšen kilogram preveč, se bomo slej ko prej s tem znova soočali. Če se na tej točki nekako soočamo z odnosi, s postavljanjem mej, s ljubeznijo do sebe, vse to, kar je bilo zelo, zelo v ospredju že od leta 2020, potem je predvidevati, da se bomo znova in znova s tem srečevali na višjem nivoju. Mi pa nekako smo narejeni še po starih nastavitvah. Torej, velika verjetnost je, da boste imeli tekom januarja sem ter tja občutek, da se niste nikamor premaknili, da vas nekako energija vleče nazaj na mesto naprej. Velika verjetnost je, da ta 9, ki bo na nas vplivala januarja, posploševali bomo stvari, veste, velika verjetnost je, da ne bomo znali ravno razločiti med vsakim tem delčkom posebej, ampak se nam bo zdelo, da je to vse celota ista. Se pravi, če je en delček bel, so vsi beli, če je en takle pinki roza, lep, potem so vsi taki in tako naprej. Ne posplošujte januarja. Če se vam je nekoč zgodilo nekaj slabega v XY situaciji, ne pomeni, da se bo vedno v podobni XY situaciji zgodilo nekaj slabega. Pomeni, da preprosto bodite pozorni na opozorilne znake. Kako se zdaj to vidi v praktičnem življenju? V odnosih moram reči, da vse več slišim izjav, raje sem sam oziroma sama, kajti vem, da enkrat, ko bom spet v odnosu, se bo treba prilagajati, bo partnerka to hotela, bo to. Če imate za seboj odnos, ki je bil zelo toksičen, v katerem je druga oseba mogoče narcis, čustveni vampir, morda vas je ta oseba prevarala, karkoli že. Pa naj gre za partnerski, prijateljski, poslovni, kakršenkoli odnos. A ne se nam ne nazadnje tudi, ko gremo v kino, pa imamo neko zelo slabo izkušnjo, morda s prodajalko ali z nekom, ki je sedel zraven nas, kar malo zameri kino, pa nas kar za nekaj časa mine, da bi šli tja. Torej, ne posplošujte. Če je bilo enkrat slabo, ne pomeni, da bo vedno slabo, in po drugi strani vsi vemo, da če je bilo enkrat ful dober, top shit, ni nujno, da bo vedno. Torej, ta zvedavost naj ostane nam prisotna, v nas živa in naj nas pravzaprav inspirira. Se pravi, če ste se enkrat opekli, česa ste se iz tega naučili, kajti predvidevamo lahko, pravzaprav z gotovostjo lahko trdim, da nas bo življenje vedno znova postavljalo v podobne situacije, da bi videlo, če smo se tega naučili. Ali to pomeni, da je življenje zlobno? Ne, kje pa? Ko smo se rodili, nismo znali jesti. Pa še vedno so pred nas postavljali kosilo, zajtrk in večerjo. To ni bilo zato, ker bi nam želeli reči, da smo nesposobni. Ko smo se rodili, nismo znali hoditi. Kaj vse nismo znali tekom našega življenja, pa zdaj obvladamo. Torej, nič ni v kamnu zapisanega, nič ni večnega v smislu, da ne moremo preseči. In točno to je namen januarja. Ta občutek, da smo stopili nazaj, je pravzaprav nek pregled. A veste, tudi v šoli imamo na koncu test. In dober učitelj oceni, katera področja, katera snov, kater del njegovim učencem ni šel najbolje in jim potem postreže še več te snovi, da bi se naučili. Torej, podobno v življenju. Življenje, Bog,
višja sila, energija, kakorkoli doživljate in vi definirate življenje in te izkušnje, ki jih mi povezujemo z duhovno, osebno in osebnostno rastjo. Če smo mi zdaj ta neka silnica, da tako rečem, ki opazuje vas in ta silnica reče, aha, tale oseba pa morda še ne zna sebe postaviti primerno in na enakovredno mesto. Se pravi, se rabi tega še naučiti. Se pravi, bodo prišle situacije, ko bo imela občutek, da je na zadnjem mestu, ko bo imela občutek, da ni slišana, ni upoštevana, da je tam nekje zadaj skrita v ozadju in nikomur ni mar za njo. Se pravi, izkušnja za to osebo bo, da pride ven iz tega ozadja, iz tega blišča drugih in da se postavi na enakovredno mesto. Tako kot recimo tile dve cvetki, ena je malo skrita, ali bi rekli, da je ena zdaj manj vredna od druge. Nam, ki opazujemo tole, se morda to tako ne zdi. Tale morda pa se ne bi tako počutila. Se pravi, kaj rabi tale cvetka v prenesenem pomenu seveda narediti, da se bo počutila takole? To je moje vprašanje vam. Kaj rabite vi narediti, da bi se počutili polni, slišani, upoštevani, spoštovani, sprejeti, ljubljeni? In saj veste, da bom rekla tudi tole. Ali vi sami sebe poslušate, se upoštevate, se sprejemate, kaj ti prične se pri nas samih. Vedno se prične pri nas samih in jaz verjamem, da so nam zadnja leta postregla z ogromno priložnostmi za rast, za učenje in jaz verjamem, da ste naredili ogromno na sebi. In verjamem tudi, da morda vsega tega napredka še ne vidite. Kajti mnogokrat smo mi zadnji tisti, ki opazimo, kaj smo pri sebi predelali. In če se znova vrnem na svoj primer in na Indijance, in tudi o tem sem že govorila, ta občutek, ne bom rekla manj vrednosti, ampak krivde, vendarle sem bela, vendarle smo bili belci, če gledamo kolektivno, odgovorni za genocid milijonov ljudi. Ko sem jaz prišla ven iz tega, da jaz za to nisem kriva, sem šele dojela, kako zelo me tam nihče ne obtožuje tega, le jaz. Kar sicer ni spremenilo njihovega dojemanja mene, pa njihovega odnosa do mene, ampak moj odnos, kaj sem sposobna sprejeti. Moj odnos, ali se počutim vredna, da sem pri določenem obredu, kjer sicer belci niso povabljeni. Jaz sem bila tista, ki je mogla priti ven iz teh občutkov krivde, do tega občutka, da sem kar okej. In a veste, dragi moji, vsi mi smo kar okej. In vsi mi se še učimo in vsi mi smo ga že pobiksali, pa še ga bomo. Pomembno pa je, da znamo med seboj razumeti tiste trenutke, ki niso tako dobri, tiste trenutke, ko je človek v slabi koži, ko odreagira drugače, kot bi sicer, ko odreagira z nekega svojega bolečinskega jedra. In to bo bistvo januarja. V prvi vrsti prepoznati naša lastna bolečinska jedra, našo lastno tisto preteklost, ki nas še vedno teži, zato da bi jo pozdravili in odložili in pustili v preteklosti, kaj ti tja sodi. Ne pa tega rezati. To se mi zdi zelo pomembno. Če se jaz odločim, tega zdaj več ne rabim, ti občutki krivde, to je živa bedarija, zdaj bom jaz to vse odrezala. In odkje bom pa potem dobila občutek, da sem se nečesa naučila, pa da sem nekaj presegla. Pa če gledam zdaj sebe nazaj, jaz grem letos v leto 1, se pravi novi začetki, preboji, pa če se vrnem nazaj v leto 2015, ko smo bili nazadnje v tem obdobju, kakšna oseba sem bila, kje sem bila s temi mojimi največjimi izzivi. Takrat dejansko so se vse te zdravstvene tegobe, s katerimi se zdaj toliko bolj soočam, pravzaprav začele, pa pač nažalost nisem dobila potrebnega posluha, da bi se diagnoze postavile takrat in je seveda stvar zdaj mnogo hujša. Torej, kje ste bili vi 2015? Katere stvari morda vi niste bili slišani, niste dobili iz okolice pravega posluha? Kje morda tudi sami nismo bili, tudi jaz, dovolj odločni, da bi vztrajali, da bi bili glasni, da bi bili resnično odločni? Jaz verjamem, da če bi 2015 prišla mnogo bolj odločna s temi svojimi tegobami, da bi se po vsej verjetnosti stvari premaknile prej. Če bi bila jaz 2015, ta deklica, ki se je takrat obremenjevala z občutki krivde, ko je prvič spoznala določene ljudi, takšna kot je danes, bi se verjetno stvari tudi premikale drugače. Ampak na koncu dneva vse to smo potrebovali.
In jaz mnogokrat od vas slišim, ja, vam je lahko, ko vse to veste, pa točno veste, v katero obdobje gremo, pa kako se s tem spopadati, pa kako se na to pripraviti. Mogoče malo bolj razumem, zakaj se stvari dogajajo, ampak prav gotovo nisem čisto nič bolj pametna, pa bolj sposobna, pa bolj razsvetljena, pa bolj posebna kot kdorkoli. Enako sem čisto navadna punca, ki se uči, ki se sem pa kje spotakne, ki se velikokrat zjoka, ki tudi včasih se sprašuje, ima to sploh še smisel, ima tudi včasih trenutke, ko si reče, ne morem več, preutrujena sem. Torej vsi ti videi, ki sem jih lansko leto snemala o perfekcionizmu, o tem, kaj ko ne gre več, ko res ne moreš, kako si v tistih najbolj temnih trenutkih pomagati, so bazirani na mojih lastnih izkušnjah, ne na tem, da sem jaz knjige brala in si samo skušala predstavljati, kako je to, če si res v bedu. In konec leta 2023 vem, da je bil za mnoge zelo naporen, zelo veliko se vas je soočalo z izgubo najbližjih, z stisko, z boleznijo najbližjih. Zelo, zelo težke energije so bile zadnje dneve decembra. Ta retrogradni Merkur, moram reči, da si ga je res vzel. Letos se je res potrudil, moram reči, da vse, kar je lahko šlo narobe, ne samo, da je šlo narobe, dvojno je šlo narobe. Vsi tisti, ki ste naročili vodnik v prvih dneh, veste, o čemu govorim, ampak res od, ne vem, printa, vezave, vse se je zakompliciralo. Ampak 1.1.2024 se je Merkur obrnil naprej, stopamo v novo leto, stopamo v energije, ki bodo bolj naklonjene učinkovitosti. Se pravi, če smo zdaj rekli, da pač ok, vsi se soočamo z nečim slabim, s težjimi izkušnjami, z razočaranji, dajmo takoj zdaj reči še, premagali jih bomo, ker zmoremo, ker če bi v vrtcu mi rekli, jaz ne morem sami jesti, jaz se ne bom nikoli naučil vilico prav držati, zmeri se zbodem tja v nebo pa v jezik, kje bi bili danes? Vsi bi jedli samo žlico ali pa z rokami. Torej, če smo premagali do zdaj večino vseh izzivov, super. Jaz verjamem, da bomo premagali tudi preostale. Neke stvari pa ne grejo čez noč. To se mi zdi tudi zelo pomembno, da poudarimo, določeni procesi resnično so močni, so globoki in so zahtevni. In tako kot se tudi nismo naučili brati in pisati, čez noč se verjetno tudi marsičesa drugega ne bomo. To ne pomeni, da je z vami karkoli narobe, torej vse tiste, ki pa boste imeli občutek januarja, da ste izrazito padli nazaj pred neke stvari, za kateri ste bili res čist prepričani, da ste jih že premagali, ne biti jezni nase. To je prvo pravilo. Ne biti jezni nase. Morda potrebujete malo več časa, morda ste se naučili 99% lekcije, ki vam je bila namenjena. Torej, naj bo januar čas, ko smo predvsem sočutni do sebe, razumljivi do sebe, kot bi bili do majhnega, preutrujenega otročka. Se pravi, ko bomo malo bolj emotivni, tudi take energije nam januar prinaša, se vprašamo, kako bi tisti majhni deček oziroma deklica, ki smo nekoč bili, ko je bila oziroma bil enostavno preutrujen, ko je življenje pred nas postavilo nekaj, kar se nam je zdelo čist preveč. Kaj bi takrat potrebovali, katere besede, katere geste, koliko počitka, mogoče čokolado, katero potuho bi takrat potrebovali. In kdaj, če smo iskreni, pa tudi malo discipline, pa tudi malo tega, da vztrajamo, da stisnemo zobe in da rečemo, zmorem to. Ne vem, jaz kadarkoli sem šla v hribe, tik pod vrhom, mi je bilo, umrla bom, in potem sem prišla gor in sem bila cela srečna, da me ni kap zadela, in meni osebno je občutno težje iti dol kot gor, tako da zelo velikokrat se je zgodilo tudi, da tiste zadnje metre, ko sem šla dol, je bilo v moji glavi, kaj je meni tega treba, jaz nisem za v hribe, jaz sem štorasta, moja mama je cel life govorila, da sem štorasta, ampak vam povem, drug dan zjutraj sem še gledala, na kjer naslednji hrib bom šla. Včasih gre za trenutno emotivno stanje, ko smo preutrujeni, ko naš seveda se potem odziva na to. Torej, če imate za sabo katastrofalen dan, ali pa 3 dneve, ali pa 1 teden, ste utrujeni, so še kakšni drugi dejavniki zraven, mogoče tudi se nismo prehranjevali, tako kot je treba, nismo se gibali. Velikokrat grejo te črne misli, temne misli, ki nas podijo okrog po svetu, gre v bistvu za trenutni emotivni odziv in to bo januarja ključnega pomena. Ali gre za nekaj, kar resnično vi čutite kot resnico, ali gre za trenutni emotivni odziv, ki vam je pač poznan. Zame je to recimo
da sem štorasta. Moja mama je cel live govorila, da sem štorasta, pa da sem počasna. Pa potem marsikje, v marsikateri zaposlitvi se je izkazalo, da sem hitrejša od cele druge ekipe, ampak v moji glavi meni to še vedno ni bilo dovolj. Torej, kateri so tisti zapisi, ki so se vam tako zelo vtisnili v vašo podzavest, da jih jemljete kot ultimativno resnico in potem bazirate na tem svoje ocene? A veste, če smo čisti iskreni, saj ni pomembno, a pridemo na Šmarno goro v 30 minutah ali pa v 3 urah. In jaz verjamem, da tisti, ki bo 3 ure hodil gor, bo mogoče celo malo več Šmarne gore doživel. Vsaj recimo jaz sem taka in tudi s prijateljicami, s katerimi gremo v hribe, določene smo vse take, da moramo vsakega polža, pa vsak kamen, pa vsako žabo, pa vsak grm pogledati, pa poslikati in marsikaj več morda doživimo, kot če bi bili na Grintovcu v 3 urah in pol. Torej, vprašajte se, ali morda to, kar vas bremza, to, kar vi doživljate kot oviro, kot težavo, kot problem, kot morda celo vaša nesposobnost, vašo štorast, sem, počasen sem, ali je to pravzaprav darilo življenja? Kaj vse v življenju bi spregledali, če bi vedno samo šibali? Torej, naj bo januar en tak lepo pomnik, da vse tisto, kar se nam bo kompliciralo, kjer se bo bremzalo, je pravzaprav pomnik, da morda ne uživamo v danem trenutku dovolj. In če nas kaj postavi v dani trenutek, je to, da nas nekje v življenje zabremza. Ker pogledajte, ko recimo se nam nekam mudi in potem vsak semafor je rdeč in potem vsi pred nami, vsak avto bolj počasi pelje kot drug, kako zelo nas to postavi v trenutek. Vse kletvice v vseh jezikih ponavadi znamo povedati. Torej, ko vas bo življenje postavilo v trenutek, dajte morda tisto energijo, namesto preklinjanja, namesto da ste nervozni in vem, da to ni vedno enostavno, spremeniti v trenutke kreative. Pravzaprav to, da pričenjamo leto manifestacije s tem, da nas energija bremza, je dobro premišljen trik vesolja, kajti le tako bomo dvakrat premislili, česa si želimo. Le tako bomo resnično v trenutku v sebi, v svoji polni moči. In jaz upam, da ne bomo teh trenutkov nekako zapravljali s tem, da bomo druge preklinjali, pošiljali, saj vemo kaj in tako naprej, ampak da bomo prepoznali ta val energije in ga znali uporabiti in upoštevati tudi v mirnih trenutkih. Torej, januar bo zanimiv mesec, ne bomo še dobili tiste prve brce v zadnjo plat, ne bomo še dobili tistega klasičnega zagona, ampak pravzaprav malo reevalvacije. Torej, zato sem decembra govorila, cilje postavlja decembra, če jih še niste, nič hudega, tudi januarja je še dober čas, zato postavljate jih čim više. Postavljate jih čim više. Še enkrat bom omenila moj vodnik, tisti, ki ga imate, veste, da imate že januarja postavljene tako vaje, da si postavljate cilje, svoje želje, svoje namene za vsa področja življenja, pa dajmo malo preplonkati. Ljubezen in partnerstvo, prijateljstva, sodelavci, sosedje, se veste, tisti ljudje, ki jih velikokrat vidimo, pa mogoče z njimi nimamo glih globokih odnosov, bežni odnosi, prodajalka v trgovini, ki jo morda vidite vsak dan, natakarica, ki vam prinese kavo vsak dan. In odnos do sebe. Kakšni so vaši cilji, nameni, kaj je tisto, kar boste vi v letu 2024 spremenili v odnosu do sebe? To je stran namenjena odnosom. Poglejmo. Posel in služba, kaj so tisti najbolj splošni cilji, nameni, želje? Kako bi dosegli boljšo učinkovitost na delovnem mestu in seveda vse povsod, kjer ste aktivni? Boljša učinkovitost doma. Kaj pa zdravje in počutje? Kaj so tisti cilji, nameni? Kaj je tisto, kar boste storili za to, da bo vaše zdravje in vaše počutje boljše? Kaj pa učenje in izpopolnjevanje vaših veščin? Kaj je tisto, kar želite izpiliti? Za nekoga bo to tuj jezik, za nekoga bo to kuhanje, za nekoga bo to marsikaj. Kaj je tisto, česar se vi želite naučiti? Ali res obvladate Excel ali mogoče rabite še kakšno lekcijo? Kaj je tisto, kar boste izpopolnili pri tistih veščinah, kjer ste že dobri?
In seveda ne gre mimo osebnosti rasti in razvoja. Kaj pa bomo tukaj naredili? Katere knjige bomo prebrali? Na katero delavnico boste šli? Na katero svetovanje boste šli? Kaj je tisto, kar vi menite, da vaša osebna duhovna rast potrebuje? Nega vaše duhovnosti in rasti duše. Za nalašč je napisano nega. Letošnje leto bo zelo učinkovito, zato včasih pozabimo sebe negovati. Naša duša je vpeta v mnogo večjo zgodbo, kot je naša inkarnacija tukaj in sedaj. Se pravi, če smo nekako ponotranjili koncept karme, potem ponotranjimo tudi koncept tega, da naša duša zelo dobro ve, zakaj je tukaj in da določene težave, probleme, izgube potrebuje za svojo rast. Velikokrat pa spregledamo, da potrebuje in težje sprejme pa zaradi naše osebnosti, občutkov krivde in vsega tega privzgojenega v tem življenju, dobre priložnosti. Si naša duša ni prišla sem samo trpeti, ni prišla sem samo izgubiti. Prišla je tudi uživati, prišla se je tudi učiti, prišla je tudi se mogoče malo spočiti. Torej, kaj je tisto, kar potrebuje vaša duša, da bi bila negovana? In kaj pa naša čustvena zrelost? Kaj bomo naredili na temu, da bomo čustveno bolj zreli, da se bomo odzivali čustveno bolj zrelo, bolj odraslo? In na koncu, čisto na koncu, pa je še največja želja za leto 2024. Se pravi, tisto najbolj odpičeno, najbolj noro, najbolj za leto 2024. To je v mojem vodniku pri januarju navedeno, zato da se potem lahko celo leto vračamo nazaj. Februar bo mesec odnosov, zato so tam vprašanja, vaje, priložene meditacije in tako naprej namenjene odnosom. In dragi moji, koliko je že minut za nami? Ok, naredili bomo zdaj tudi še pregled za število življenjske poti od 1 do 9. Na kratko bom pa zdaj povzela. Januar bo mesec, ko bomo imeli sicer morda občutek, da smo stopili korak nazaj, po drugi strani pa nas je ta praznična energija, ta pražnjost življenja drži še naprej. Torej, če si boste imeli občutek, da neke stvari bremzajo, zatem je namen. Če boste imeli občutek, da niste dovolj hitri, da se nič nikamor ni premaknilo naprej, nič hudega. Točno tako naj bi se počutili v januarju. Zdaj pa hitro izračunamo število življenjske poti, to je seštevek našega rojstnega datuma, razkriva nam, v čemu smo dobri, kje so naši talenti, naši darovi. Več o tem številu lahko preberete tudi na moji spletni strani ali na mojem YouTube kanalu. Ko smo to sešteli do ene same številke, pa bomo zdaj pogledali še pregled od 1 do 9. Torej, enkice. Drage enkice, za vas bo sicer nekoliko bolj dinamičen mesec kot za vse ostale. Od vas se pričakuje, da izbirate tiste poti, na katerih se počutite močne, na vodilnem položaju, neodvisne. Jaz vem, da to velikokrat ponavljam, ampak v letošnjem januarju bo to zelo pomembno. Pomembno bo pa zato, kajti preko tega vi sporočate vesolju, da ste neodvisni, da znate biti samostojni, da se znate zase sami odločati in da znate biti na vodilnem položaju. Saj dobro veste, da v življenje vedno znova točno tja postavlja. Se pravi, s polno paro naprej, pa z vsem znanjem, ki ste ga pridobili v mislih. Število življenjske poti 2. Drage dvojkice, za vas bo to čas povezovanja s pravimi ljudmi, kar pomeni, da prenehajte dajati tisoč in eno priložnost tistim, ki je že zdavno ne cenijo več, ki jo porabijo samo zato, da lahko nekaj časa uživajo v vaši družbi in se znova vrnejo k svojim, bom rekla, starim navadam, starim vzorcem. Pravijo, da starega kozla ne moreš naučiti novih trikov. To ni vedno res, v določenih primerih, v odnosih, katerih del ste pa vi, pa je. Torej, omejite kontakt. Nočem reči, da prekinite stike s temi osebami, ampak omejite kontakt in morda, kar je še pomembneje, prenehajte upati na nemogoče. Ko boste to storili, vam bo življenje postreglo z osebami, ki bodo za vas naravnost fantastične, ampak najprej je treba narediti malo prostora tudi na tej jelčici, če bi imeli ogromno gnilih božičnih zvezd, odcvetelih, posušenih. Kam bi dali nove in lepe in dehteče? Torej, dajte stran tisto, kar več ni dobro. Podobno velja tudi za število življenjske poti 3. Drage moje trojke, bujno domišljijo imate, uporabite jo vendarle sebi v prid, uporabite jo za to, da znova
znova začnete verjeti, da je v življenju vse možno. In da tiste morda trenutke, v katerih ste pozabili na to ali pa v to niste verjeli, pustite za seboj. Vsi smo kdaj, ne bom rekla, padli v depro, ampak padli v tisti bed, ko smo rekli, nikoli več ne bo dobro, nikoli več ne bo tako fajn, nikoli več ne bom spoznal takšne osebe in tako naprej. To preprosto ni res. Torej, tiste trenutke in tiste misli, v katerih menite, da vas več ne čaka sreča, dajte lepo pospraviti, tako kot novoletne okraske, in jih dajte nekam stran v klet. Ne rabite jih več. Število življenjske poti 4. Drage štirke, ste bitja rutine in tradicije, torej, kaj če bi bila neka nova vaša osebna tradicija, da bi vsakega januarja verjeli, da tiste spremembe, ki prihajajo v življenju, so za vaše dobro in bi se z enim učem takole bi bili malo bolj odprti. Štirka, ste zelo zanesljive osebe, zelo vztrajne osebe. Malo slabša plat tega je, da včasih vztrajate v slabih odnosih in v slabih pogojih, zato ker je bolje nekaj imeti, kot biti brez. Kaj če bi si letos januarja rekli, hej, centralna kurjava je mnogo boljša od tistih peči, ki smo jih uporabljali kakšno stoletje nazaj. Torej, implementirajte tiste novitete, ki so za vas dobre, in vztrajajte tam, kjer veste, da so vaše vrednote pomembne. Število življenjske poti 5. Drage moje petke, pred vami je dinamičen mesec, pred vami je mesec, v katerem si boste po vsej verjetnosti premislili vsakih 5 minut, kar je po svoje super. Tale mesec je namenjen temu, da raziščete kar največ različnih možnosti, različnih priložnosti, ne oklenite se pa prav nobene. Vi stopate v tisti mesec, ko bo življenje pošiljalo to, kar je prav za vas, sploh na področju odnosov, šele februarja. Torej naj bo januar nek tak podaljšan mesec žura. In še število življenjske poti 6, drage moje šestke, ja, pred vami je mesec razkrivanja resnice, pa tudi vaše lastne suverenosti, tega, da boste malo bolj, nočem reči trezno ali pa racionalno čustvovali, ampak mesec, v katerem boste mnogo lažje se postavili za sebe in nekako skomunicirali svojo resnico. Torej, če bi se izkazalo, da je nekdo morda malo manj zaupanja vreden v tem mesecu, bodite za to hvaležni, ne pa sebe za to obtoževati. Niste vi krivi, da nekdo nima enakih vrednot kot vi. Število življenjske poti 7, podobno velja tudi za vas, niste vi krivi, da so merila oseb v vaši bližini morda zelo drugačna, da so njihove prioritete zelo, si bom kar drznila reči, plehke. Torej, pred vami je mesec, ko bodite čim bolj osredotočeni nase, ko bodite čim bolj usmerjeni vase in v to, kar vi veste, da ste. Torej, drage moje sedmice, bodite suvereni, bodite zvesti svoji resnici, ne glede na to, kaj okolica meni. Število življenjske poti 8, drage osmice, podobno velja tudi za vas. Znate biti zelo učinkoviti, znate biti super organizirani, ampak včasih malo na to pozabite. Se pravi, januarja bo življenje morda malo hecno v smislu, da se vam bo zdelo, ok, se lahko premaknem naprej. Ja, ampak se dajte potem premakniti na način, ki bo učinkovit. Se pravi, kaj bi vi nekomu drugemu v podobni situaciji svetovali. To je ključ meseca januarja za vas. In še število življenjske poti 9, drage moje devetke, absolutno bodite sočutni do sebe, pa tudi vi, se lepo prosim, premaknite ven iz svoje cone, ne bom rekla udobja, ampak poznanega. Se pravi, v januarju vse tiste stvari, ki vam bo nekako postregel z njimi, ki vam ne bodo všeč, so tam zato, da sebe predramite, da se malo drugače začnete odzivati na neke situacije, ki so vam sicer zelo poznane in zelo udomačene, bi skoraj da že rekla. To je bil tak zelo hiter pregled od 1 do 9, kajti prva napoved je bila kar malo dolga. Dragi moji, januar bo zanimiv mesec, jaz vam želim čim več trenutkov, v katerih bo vse tisto, kjer se počutite takole, prešlo v tole. Jaz vam želim, da zasijete na polno, da zasijete z vso svojo lučjo, z vso svojo ljubeznijo, da ste vi, vse veste, jaz vam to vedno želim, da je vsak izmed nas pravzaprav to, za kar se je rodil, v svoji polni, najbolj polni možni luči. Imejte fantastičen januar in se